Inovativnost je vsekakor ključ za dvig dodane vrednosti slovenskega gospodarstva in trdno verjamem, da lahko do leta 2040 dvignemo dodano vrednost, ki je danes nekje na ravni 58 tisoč evrov, na 88 tisoč evrov, ker je tudi zapisano v tem dokumentu. Če želimo v bodoče spodbujati inovativnost, potem moramo vlaganja in pa aktivnosti v raziskave, razvoj in inovacije pospešiti in vsekakor uskladiti s potrebami gospodarstva. Današnji dokument je v tem oziru toliko bolj pomemben, ker prinaša strateške cilje za dosego vsega tega, ker pove in nakazuje, kako do teh ciljev priti, kako jih uresničiti. Če samo omenim, da se bodo vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije v naslednjih letih povečale na 2,8% družbenega produkta, da poleg tega omenim še ustanovitev tehnološko-inovacijskega sklada, ki bo pomagal pri financiranju zagonskih visokotehnoloških podjetij, dalje debirokratizacije, davčnih razbremenitev, vlaganj v raziskave in razvoj. Skratka, to so vse neke konkretne rešitve, ki jih ta dogovor prinaša in zato trdno verjamem, da za razliko od kakšnih predhodnih dokumentov, ki so bili tudi kdaj zelo zveličavno podpisani, ta ima vse postulate za to, da ne ostane črka na papirju.